Mitja Ilenič, dobrodošel spet v Domžalah. Pravzaprav lahko rečemo pauza oziroma počitnice. Je lepo biti doma? Pa jo, lepo se vrniti tam, kjer se je v bistvu moja profesionalna pot začela. Tako da ja, tako kot ste rekel, odmor, aktivni odmor, moram nekaj delati, sicer malo sem se vzel fraj. Ampak evo, spremljam Domžale, prihajam na tekme in zadnje čase sem domal sreče prinesel, hvala Bogu, in samo da gre tako dalje. Ja, zdaj prav iz Domžal si prestopil v Združene države Amerike, New York, drug svet. Mogoče, če te najprej vprašam, zakaj pa biti nekemu mlademu igralcu priporočal Domžale? Ti si prišel tukaj in dejansko, lahko rečemo, uresničil velik prestop. Pa ne vem, kaj da rečem, Domžale so mi res dale vse. Prišel sem kot 14-letni mulec, tle sem se vpisal v srednjo šolo, delal sem šolo, treniral. Pol je bilo tudi vmes to obdobje korone, ker tako nismo bili dosti skupaj. Ampak ja, mislim, jaz sem že parkrat rekel, jaz bi priporočil Domžale vsem. Res veljajo za, po mojem mnenju, najboljšo šolo v Sloveniji. Tako da ja, res, če bi še enkrat izbiral, bi se še enkrat vrnil in, kako sem rekel, lepo se vrnil doma. Je bilo pa mogoče malce presenečenje, nekateri so tudi rekli, zakaj v Ameriko, vendarle je Evropa center nogometa. Kako bi zdaj odgovoril na to vprašanje, kar nekaj časa si zdaj že v Združenih državah Amerike, tam igraš, kakšna je liga in zakaj si šel v Ameriko? Jaz bom povedal tako, kar si mislim, pač jaz, ko sem šel gor, ko sem podpisal, je bilo veliko takih negativnih komentarjev, sicer se s tem ne obremenjujem, ampak vsi govorijo, ne vem, greš v Ameriko, ni Evropa, kaj boš tam. Zdaj je moje mnenje, ne vem, koliko je tle fantov, ki igrajo tle po Evropi, pa sploh ne igrajo. Jaz sem prišel gor, odigral sem, ne vem, 24 tekem, pa ni Evropa. Tako da to tudi nima veze, zdaj star sem 18 let, v bistvu sem bil 17, ko sem podpisal. Na meni je samo, da igram. Zdaj, kje igram, nima veze, rekel sem, naredil bom stopničko više. Sem šel v Ameriko in zaenkrat, kako kaže, je bil več kot odličen prestop in evo, tako kot sem rekel, jaz sem šel gor tudi zaradi te City Football grupe, ker nas držijo Angleži. Smo redno v stikih in držijo, ne vem koliko, 14 klubov, sem rekel, v vsakem primeru, kaj se zgodi, bo dobro. Kako je pa bilo priti iz malega mesta v veliki New York? Kako je bilo na začetku? Kako so te recimo sploh sprejeli soigralci? Verjetno večinoma sploh niso vedeli, kje je Slovenija, kaj šele Domžale ali Bela krajina. Pa dobro, jaz prihajam iz male vasice, iz Tribuč. Cela vas ima, ne vem, okoli 300 prebivalcev. Tako da evo, zame so bile že Domžale velik preskok, zdaj sem šel pa verjetno eno izmed največjih mest na svetu. Pa kaj da rečem, mislim, dobro so me sprejeli, res sem tak dobrovoljen, tako da s tem ni bilo težav, smo res tudi gore dobra ekipa, sicer je po ekipe Brazilcev, Argentincev, ko sploh ne govorijo angleško, ampak ja, smo se dobro poštekali, res je vrhunsko in bom rekel, da mogoče komaj čakam, da se vrne. Ja, pika na i je bil pa zagotovo nastop proti Lionelu Messiju. To so verjetno sanje vsakega nogometaša, ko smo na družabnih omrežjih videli tiste slike, ko sta dobesedno v nekem duelu in rečemo, lega, naš Mitja in Lionel Messi. To je bilo verjetno nekaj posebnega. Pa jaz bom rekel, da je bila to nagrada za dobro delo. Zdaj, to je bila zadnja tekma v tem letu moja za klub. Ja, ne vem sploh, kaj bi izgubljal besede. Jaz sem sicer privrženec Ronalda, ampak je eden izmed najboljših v zgodovini. Tako da je bilo res zame ena velika čast, da sem igral proti njega. Tako ko sem ga videl v tunelu, sem rekel, dobro je, tu smo. In ja, ni lepo igrati proti njega, ker je dober, ampak nora izkušnja, ki jo bom zapomnil si za celo življenje in, kot sem rekel že parkrat, najboljša popotnica za naprej. Si tudi čez lužo spremljal kaj Domžale? Kakšna se ti zdi letošnja ekipa? Pa normalno, vedno sem spremljal, vedno bom spremljal.
Evo, tako kot sem rekel, sem se vrnil, sicer na začetku so bili nekaj slabši rezultati, spremenilo se vodstvo, ekipa, dosti se je spremenila. Ampak evo, zdaj so nekako ujeli formo, 4 zaporedne zmage, jaz sem gledal sicer zadnje 3. In ja, upam na najboljše. V bistvu si kar malo sreče prinesel, ne? Ja, upam, zdaj tudi tam je že malo me sprdajo, da sem neki talisman. Upam, da je tako in evo, do konca so še 2 tekme, obe si bom pogledal v živo in upam na najboljše. S kom pa imaš iz zdajšnje ekipe? Imaš kakšne stike oziroma se s kom slišiš, pogovarjaš? Pa ja, moj najboljši kolega je Pers, tudi stanujem zdaj trenutno pri njemu. Tako da smo redno skupaj, tle se pa še Pišek, Mutovčič, Topalović, Černe. Za vsemi sem dober, mislim tak sem, ne vem zakaj bi se spreminjal. Res smo preživeli neko otroštvo skupaj, tle od 15. leta dalje in so mi res blizu in tako kot sem rekel, res lepo se je vrniti. Zdaj, to me še zanima, kako pa Američani sploh izgovorijo tvoje ime? Mića. Malo čudno, ampak na začetku so probali kao Mitja, ampak ni šlo najboljše. Si jim predstavil kakšne slovenske navade? Pa dobro, slovenske navade zdaj. Jaz sem rekel, mi Balkanci smo tako malo ludi. Pa dobro, ne toliko. Jaz bom rekel, oni so tudi malo posebni. Tako da sem se bolj jaz njim prilagajal kot oni meni, tako da... Ampak jaz sem Belokranjec po srcu in tako bom ostal. Zdaj si tukaj kar nekaj časa, videl sem na družabnih omrežjih, vendarle že pridno tudi treniraš. Kako bodo potekale tvoje počitnice? Pa še klasično vprašanje, kje boš za novo leto? Pa ja, mislim, vzel sem si par dni, sem si vzel čisto fraj, da sem tudi odmislil fuzbal, ker drugače ne moreš, je bila dolga sezona, celo leto brez pauze. Tako zdaj sem začel malo trenirati, da se vrnem v ritem počasi. Tako da malo hodim okoli, malo sem doma, malo sem tukaj. In ja, zdaj za novo leto imamo plane, nismo še dorekli točno, ampak verjetno, da bom doma. Kakšna žurka? Sigurno. Kaj pa prihodnost? Zdaj, če pogledava, ponavadi, ko prestopamo v novo leto, sprašujemo, imaš kakšno novoletno zaobljubo, morda kako željo za prihodnje leto. Kaj boš pisal, recimo, Božičku ali pa Dedku Mrazu? Pa dobro, moje želje so vedno iste, samo če je zdravje, potem bo vse. Če nisi zdrav, je težko pa kaj narediti. Samo da redno igram, da sem zdrav, da so moji doma zdravi, da so kolegi zdravi in to je na koncu najbolj pomembno, da ni poškodb, da ni bolezni in to so moje želje, nič posebnega. Ostajam preprosto skromen in tako je najboljše. Mitja, srečno tudi v nadaljevanju sezone. Hvala lepo.